Hvaležno pozdravljeni. O Kandidi je bilo že toliko povedanega, pa vendar očitno še vedno premalo, kajti kar nekaj smo dobili vaših vprašanj, kako lahko s hrano, ne samo s probiotiki, pravzaprav ukrotite to zver. In v naši družbi je Marija, lepo pozdravljena, dobrodošla. Tudi nazaj v Sloveniji. O Kandidi si napisala že toliko člankov v revijah, povsod, ampak še vseeno se mi zdi, da je veliko nevednosti na tem področju. Dajva za začetek postaviti temelje. Zakaj pri Kandidi pravzaprav gre? Ja, Kandida, če jo dobro razumemo, je to ena glivica, tako kot goba, in se tako tudi razmnožuje. Rada ima sladkor, rada ima hladno in predvsem temno okolje in pa lahko živi tudi brez zraka. Je tudi anaerobna in zato jo srečamo tudi v naših prebavilih. Seveda, to je en normalen del naše črevesne flore, ampak kadar se preveč razbohoti, imamo pa težave. In zato pridelamo si jo pa tako, da ji damo preveč hrane. Preveč hrane, cukra? Jo hranimo s sladkorjem in z vsemi drugimi živili, ki so čisti škrop, recimo preveč krompirja, bele moke in pa tudi presladkega sadja, recimo banane niso bili za nas. In pa še na drug način ji damo življenjski prostor, tako da se ohladimo takrat, ko ni treba. Recimo, če po jedi pijemo mrzlo pijačo, s tem ohladimo prebavni trakt in vsa energija potem gre v želodec, da se spet prebava zažene, ampak Kandida s tem dobi še malo več vzpodbude. Zato, ker naprej gre nepredelana hrana in to pa njej paše, ker ne pridejo kisline iz želodca na pravo mesto. Skratka, v prebavi manjka en segment. In seveda, pa še ena stvar, kar pogosto ljudje naredijo, da po jedi, po kosilu jejo sadje. Ja, to pa ne gre, ne? Čist nedopustno. In zato, ker sadje vsebuje tudi kisline in ker smo za kosilo vedno jedli tudi ogljikove hidrate, blokira njihovo prebavo. In potem grejo naprej pač slabo prebavljeni in Kandida dobi spet svojo hrano. Tako da pač hranimo jo. Ko pa nekateri ugotovijo, Kandida, tretje, pa kar nehajo nasploh jesti sadje, pa korenček, pa pa tretje, se mi zdijo, pa mogoče pa pretiravajo, ali kako? Ja, naredijo glih nasproten učinek. Namreč res je, da pri Kandidi se bomo izognili sladkorju, kadar jo pač želimo pregnati iz njenih preveč zasedenih področji, ampak bomo dali telesu tisto hrano, ki pa ga razkisa. To pa pomeni ravno sadje, sveža zelenjava in oreščki, semena in pa začimbe. Fajn je, da takrat meso ven izključimo, če že prej ne. Rajši izključimo meso in pa mlečne izdelke, zato ker to pa zakisa telo. Ker ima pri presnovi svoje kisle preostanke in pa daje spet Kandidi življenjski prostor. Zaradi tega bomo rajši uživali hrano, ki je za nas deluje bazično in pa jo bomo dobro prežvečali. Dobro prežvečili. Ja. Jaz se včasih sama sebe tak se kregam. Rečem, vse si naredila, fajn hrano si izbrala, dobro si jo pripravila, z dobro energijo, z ljubeznijo, s pravimi začimbami, vse. Zdaj pa pohrustala na 1, 2, 3. No. Ne, ni to, ne? Ni. Počasi je treba jesti. Če jemo počasi, tako kot so nekoč ljudje, recimo pred jedjo so zapeli molitev in se zahvalili in potem so počasi jedli, ne glede na to, kaj so jedli, so to dobro prežvečali in potem tudi, če stvar ni bila glih najbolj, je vendarle dobro učinkovala, ker je bila pravilno prebavljena in je do tankega črevesa in pa naprej do tam, kjer Kandida največ dela, že prišlo tako predelano, da ona ni imela več hrane. Tako da ne se bat. Jaz bi rekla ljudem, da naj se ne bojijo. Pripravijo si več sveže zelenjave in sadja, pa tudi kuhanega ali hitro dušenega in na koncu dodajo malo olja, ampak ne pa pojesti na hiter. Ja, to. Za začetek pa se bomo seveda izognili vsem testeninam, belemu rižu, krompirju, beli moki, kruhu, tudi prepečencu. Žal, prepečenc ni najboljša stvar na svetu, ker
to je en tak kemičen izdelek, no, ki ga peki naredijo. Tako da fajn je edino to, ker ga pojemo manj. Zato bi rajši s hrano. Jaz osebno sem naredila že toliko napak, kar se te prehrane tiče. Ne? Na začetku, ko sem se začela poglabljati v to, sem začela pa malo super živila. Aha, ja, pa to rabim, pa C-vitamin, pa bakar, pa selen, pa to, a ne? In kar ni bilo nič boljš. In zakaj ni bilo nič boljš? Zaradi tega, ker nisem absorbirala tega, ne? Tako je, ja. In nisem absorbirala tega in pa sem gotovila, aha, ok, probiotike, da lepo postavimo. In potem sem dodala dejansko probiotike in pa še vedno, kdaj se zdaj lotim, da spet delam eno in isto napako. Pa imam probiotike, pa vključujem vsa ta živila, ki so tudi tukaj, a ne, o katerih bova danes govorili. Pa pojem, kakor da so mi zadnje minute štete, ne. Mislim, moraš se kar malo samodisciplinirati, ne. Ja. In evo, na račun mojih napak, zdaj vi tega ne rabite delati, ker bo Marija danes vse povedala, ker prinesla si nam zdaj en tak lep asortima različnih stvari, ki jih mora imeti vsak človek doma, pa pravzaprav niso drage, da si jih ne bi mogli privoščiti in tako naprej. Ja. Še ena stvar je, ki je Candida absolutno ne mara, in to je svetloba. In recimo, če vnesemo v telo svetlobo, potem smo jih že spet malo odvzeli življenjskega prostora. Kje pa so nosilci svetlobe? To so semena. Recimo sončnice, ki so zrasle na soncu, potem bučna semena, laneno seme, konopljino seme, vsa ta semena, ki jih imamo doma, in pa tudi jedrca. Lešniki, orehi, mandeljni, pač jedrca, ki ali rastejo v naših krajih, ali pa so jih pripeljali iz Primorske, recimo mandeljni, in pa sadje. Tako da spet, ampak ne bomo uporabljali južnega sadja. Zakaj ne? Še posebej ne agrumov. Zato, ker agrumi njihov osnovni namen je, da hladijo. In zaradi tega pri preganjanju Candide, limone, pomaranče niso ravno ta prava izbira. Ker tam rabijo hladiti telo, ne? Ker je toliko bolj vroče? Po naravi morajo hladiti, in pri nas pa ne rabimo vedno se hladiti. To je poleti, takrat pa ni glih njihova sezona. Tako, se pravi, sploh pride na vzkriž. Jaz moram reči, da banane recimo niti slučajno ne, a ne? Razen takrat, kadar sem v, ne vem, ali Indija, Šrilanka, pač kadar sem tam, kjer to raste in je sezonsko. Sadje doma je zelo primerno jesti sadje, ki tam zori. Tako, ampak da si dejansko tam, ne? Da si dejansko tam. Tam je pa dober. In tudi zanimivo, taka mala bananica ima toliko okusa v sebi, kot kila banan pri nas. Ja, to je pa zato, ker te banane, ki jih pripeljejo k nam, pobirajo še zelene in ne razvijajo še svojih okusov. Tako da, še eno stvar sem hotela reči, s čim še mi hranimo Candido, ker si rekla, da tako fino skuhaš, pa na hitro poješ. To delaš, ker si v stresu. In stres je pa tisto, kar hrani Candido. Ampak moramo vedeti, da stres ni nekaj, kar je prišlo od zunaj. Stres je naša reakcija na neko situacijo, ki nam ni glih po volji, ki nam ni udobna, ki smo stopili iz svoje cone udobja. In moramo se naučiti, kako ta stres obvladamo, oziroma kako se pripravimo na to, da ne bomo dovzetni za stres. Tle je pa ravno spet, če omenjaš Indijo, Srilanko, tam so doma te veščine, ki nam pri tem pomagajo. Recimo joga, potem malo više na kitajskem tai chi, pa ajurveda. Tle bi se morali malo več naučiti. Že čisto preproste tehnike pranajame, recimo dihanja, in pa sproščanja, bojo že zelo veliko naredile in ne bomo dovzetni. Ker pravzaprav se ne zgodi nam v življenju nič dobrega, pa nič slabega, so samo dogodki, ki jim mi damo etiketo dobrega ali slabega. Tako. In zdaj, če to nekako vzamemo kot samo dogodek, zdaj se pa gremo eno igrico. Kako bom pa zdaj to? Nismo več dovzetni za stres, in potem tisti probiotiki, ki si jih pojedla zraven, bojo lahko učinkovali, bojo dobro prebavili hrano, dokler ne boš vzpostavila svojih lastnih kolonij, svoje črevesne flore. Odlično. Poglejva, kaj si danes prinesla in s kakšnim namenom. Vidim veliko semen in
Ja, no, dobro, svetloba, zdaj iz Indije si prišla, verjamem, da tam je veliko tam bolj je tega pestro. še več, ja. Prinesla sem črni sezam. Črni sezam, kaljeni? Tale še ni nič kaljen, pa ga tudi ne bomo. Recimo za hrano je bolj primeren, če je malo spražen, ampak iz njega se naredi odličen namaz. A res? To pa nisem vedela. Črni tahini in to je pa tista sezam, črni sezam, pa tudi črni fižoli, črna leča. To so živila, ki, no, se lahko tudi poskusiš. To so živila, ki nam dajo več energije in pa spet kandidi pa odvzamejo življenjski prostor. In če te stvari ali namažemo na kruh ali jemo zraven riža ali zraven zelenjave, odlično paše, bomo še malo več dodali sebi. Lahko probam? Ja, izvoli. In, super, ja. Kako pa to narediš? To je, ponavadi imamo doma kakšen močen mikser ali pa blender in noter damo malo sezamovega olja, malo soli pa črni sezam in brum, zavrtimo na najmočnejšo hitrost. Tole pa danes naredila, koliko je pa to dober? Tega rabimo čist malo, ker takole črnega sezama se ne da jesti. Ja, pa jaz ga pa. Ja. Kaljenega? Ja, no, skaljenega pa že gre, no. Ja, jaz kaljenega dajem povsod, sploh pa zjutraj. No, super. To pol gre, zato ker pol še pridobiš malo na encimih. Ja. Kajti tle v semenih, če niso kaljena, imamo zelo veliko žlahtnih olj, pa zelo veliko dobrih mineralov. Če jih pa kalimo, pa dobimo še encime in vitamine in to jih je v semenih lahko skaljenih 7-krat več kot v suhem semenu. Tako da, če hočemo imeti žlahtna olja, potem jemo semena takole ali pa zmleta. Če pa hočemo iz njih encime ven dobiti, potem jih pa kalimo. To velja tudi za druga semena, recimo sončnična, bučna semena, laneno seme, malo težje, konoplja pa že gre, ajda, pšenica, kamut, to pa gre. In takrat dobimo malo več. In pa tle zraven je pa še ena začimba, ki jo v Evropi ne poznamo prav dosti. Mogoče bom pa ugotovila. Katera je? Ne žvečiti, ker je zelo trda. To so semena triplata. Ali meti. To je indijska zadeva. Ja, doma je ne vem, če je ravno v Indiji doma, mislim, da je na Srednjem vzhodu, doma raste tudi pri nas. Pri nas jo bolj poznajo pod imenom grško seno ali pa grško seme. Zelo dobro raste pri nas. To je pravzaprav metuljnica, ampak semena imajo zelo močno veliko moč absorpcije, posrkajo kislino. In veliko ljudi, ki se bori recimo s kandidom, ima pa težavo z kislino v želodcu. Refluks. In recimo semena meti lahko tle pomagajo, da vsaj popijejo tisto odvečno kislino. Jaz v tem primeru ne priporočam pitja sode bikarbone, ker je ne doziramo prav. In ponavadi jo popijemo preveč in potem želodec dobi impuls, informacijo, da je kisline premalo, in jo še več neutraliziramo in jo še več naredi. In potem imamo še večjo težavo. Zelo težko je dozirati, medtem ko če poješ recimo eno žličko tega ali meti semena, pa ga poplakneš z kozarcem vode, ne žvečiti, ker je zelo trdo. Sem probala, trdo je. Ampak v želodcu v 5 minutah se popolnoma zmehča, postane mehko kot spužvica in popije odvečno kislino. Tako da jo pa ne nevtralizira, ampak jo samo popije in potem gre naprej skozi prebavni trakt. V blatu ga nikoli ne boš našla, ker se hitro in zelo dobro prebavi in na svoji poti pa še podpira jetra, podpira trebušno slinavko. Tako da uporabljajo celo za nekako uravnavanje osteoporoze. Tole je lovorček? To je pa lovorjev list. Tega pa spet uporabljamo. Zato, da gor zapišemo želje in potem skurimo in se bodo uresničile. No, to so včasih v Delfih delali tako. Sicer niso zapisali, ampak so zamislili noter. Danes pa lovorjev list uporabljamo pri kuhanju stročnic in pa težje prebavljivih žit, zato da nas potem ne napenjajo. Ker
Ali pa kumino, ne? Kumino tudi, recimo, že ko kuhamo fižole pa leče, damo lovor zraven, potem pa, ko je to že kuhano, pa iz tistega iz kuhanih stročnic hočemo pa nekaj naprej narediti. Takrat dodajamo vse vrste kumine, janeža, koriandra, kurkumo lahko, vse začimbe, da preprečimo napenjanje in da to postane ne samo gladka jed, ki bo lepo šla skozi, je tudi zelo okusna in pa še nekaj. Izboljša se njena antioksidativna moč, izboljša se presnova, da je bolje izkoristimo snovi, ki so noter in smo spet pri kandidi. Kandida tega sploh ne mara. Vse začimbe, ki dodamo zraven stročnic, kandidi absolutno ne pašejo. Se pravi, tudi takrat, kadar pražim zelenjavo, dam... Lahko, sam to ne bo imelo tolikšnega učinka. Ampak v olje lahko, če se bo to. Indijci celo tako naredijo, pa Dalmatinci tudi sem videla, da najprej prepražijo tale lovor na olju, če to hočejo dati v zelenjavo, ali pa na ribo zlit. Najprej to prepražijo na olju in potem dajo vse ostalo zraven. Se pravi, pol pa čebulca, pa tako naprej. Tako, da vsaj mačken potegne ven. Ampak veliko boljši učinek je, če se to kuha zraven. Če se kuha zraven. Tamle imamo cimet. Cimet je moj priljubljeni vse letne čase. Čas ga pa nisem imela rada, ker prvič v življenju, ko sem se napila, sem se z eno tekilo, s cimetom pa s pomarančo in se mi je zameril cimet za pol življenja, zdaj pa sva spet prijatelja. Cimet je pa tista začimba, ki je kandida tudi absolutno ne mara, ker jo uničuje, ampak kadar delamo sladke jedi ali pa kadar delamo sadne solate, pač nekaj, kar bi vseeno radi pojedali, tudi če preganjamo kandido, takrat dodamo več cimeta. Recimo v kakšno proseno kašo ali pa v kreme. In takrat, če dodamo več cimeta, bomo po eni strani kandidi spet odvzeli njeno hrano, po drugi strani bomo pa tej slaščici znižali glikemični indeks. Kar je fantastično. Ja, tako. In še boljše pa je, če dodamo zraven tudi ingver. A res? In ingver in cimet. V prahu? Ali v prahu, ali pa svežega. Se pravi, ga samečkrat naribamo in stisnemo ven. Ker če damo naribanega celega noter, potem bo stvar čedalje bolj pekoča. Ker se bo počasi iz teh naribancev izločal ven. Če pa to samo stisnemo sok ven, bo pa jed ali slaščica, krema, taka kot tisti trenutek, ko smo jo naredili. Super, to pa nisem vedela. Ampak mislim, še vse, jaz imam cimet v prahu, ekološki, pač bio, ne? Da ga zmešam malo z prahom ingverja tudi. Lahko. Lahko, ne? Lahko, seveda. Ker ta cimet oziroma tudi ingver v prahu lažje doziramo, če je tako točno vemo, koliko je, lahko stehtamo grame, ampak seveda spet pod pogojem, da je svež, da vemo, koliko svež je in da prepoznamo po vonju, koliko je močan. Fantazija! Tamle vidim še kokosovo olje. Ja, kokosovo olje je pa tudi ena izmed teh žlahtnih olj, bi rekla, ki jih kandida absolutno ne mara. Ne samo, da je to... Koliko to diši! Ne samo, da je dober za hrano, za pripravo hrane, ampak tegale, ker je hladno stiskanje, škoda pregrevati, tako da je boljše, da ga damo v hladne slaščice ali pa v sladolede. Presne, ne? In pa zelo dober je za nego kože, za nego lasišča. Skratka, vse, kjer se bojimo, da imamo kakšne glivice, ali pa prhljaj tudi na lasišču, ga lahko uporabljamo, ali pa enostavno za nego, ker izboljša odpornost kože. Tako da se s tem namažemo takrat, ko smo glih sveže skopani, ko se niti nismo orenko brisali, tako da je koža še vlažna, da bo mnogo lažje popila in bo res dobila na odpornosti. Najlepša hvala, muškatni orešček še imamo, to smo tudi že slišali, fine stvari. Hvala lepa, Marija, za vse informacije, ki si jih posredovala in nam tako pomagala, da si vzamemo
ta pravi čas za zdravje, ker se veste, če si ga ne vzameš za zdravje, si ga moraš slej ko prej za bolezen. In ne pozabite, hrana naj bo naše zdravilo in naše zdravilo naj bo hrana. Še kakšno informacijo o tem, pa o probiotikih in vse ostalo najdete tudi na klepetobkavi.si. Če nimate dostopa do interneta, pa 026200 230. Naj vam bo svet lep, Klepet ob kavi povezuje dobre ljudi za dobre ljudi.